Lepo pozdravljeni v novi oddaji Moja kariera, kjer je danes z mano zanimiva gostja. Slavica, pozdravljena. Slavica je izobraževalna svetovalka. Slavica, glede na to, da je za tabo nekje 30 letja tvoje poslovne kariere, sama si v enem napovedniku dejala, ok, bila sem nekoč učiteljica, daj nam vseeno malo povej, malo se nam predstavi, kje so bili tisti tvoji začetki, da danes lahko pomagaš šolam, učiteljem svetovati, se pravi pri izbiri pravih učnih gradiv za pravi razvoj učencev in tako naprej. Res je, tako kot praviš, Andrej, ti začetki segajo pravzaprav že daleč nazaj. Kot mlada, bom rekla, nadebudna učiteljica sem pristala najprej na podeželski šoli, blizu Ljutomera. Moram reči, da sem se tam pravzaprav zelo dobro počutila, sprejeto. Vsekakor v tistem času nisem razmišljala, da ne bom poučevala. Potem pa je dejansko v življenju stvari se zgodijo zmeraj tako, kot se morajo zgoditi. In potem je pač prilika nanesla, da sem po slabih 5 letih učiteljevanja nekje začutila, da pa globoko v sebi, da pa to ni tisto, kar bi si jaz želela početi. Tudi spričo dejstva ne, da so že takrat, se pravi več kot 3 desetletja nazaj, starši začeli posegati v, bom rekla, učiteljevo delo, v sam proces poučevanja, v njegovo strokovnost, v njegovo kredibilnost. In potem pa je po nekem golem naključju ali pa z razlogom, ker se pač stvari zmeraj zgodijo z razlogom, sem zasledila razpis, da Založniška hiša Roko Sklet torej išče izobraževalne svetovalce in da je fajn, če so učitelji. Sem se prijavila in, tako kot praviš, slaba 3 desetletja sem pravzaprav že v vlogi izobraževalne svetovalke. Redko kdaj imam priložnost se s kom pogovarjati, ki res toliko časa dela ali pa vztraja na enem poklicnem področju. Recimo delam ogromno v bančništvu, tam sem sicer že imel priložnost, se pravi, spoznati nekoga, ki je recimo 38, 39 let v istem podjetju. Ok, mogoče se vloge, delovne naloge vseeno skozi obdobja malo spremenijo, ampak ne nazadnje, kaj je tisti tvoj razlog, motivator, ki ti je, ok, na začetku si bila na neki poti, potem si jo preoblikovala in ok, kaj je tisto vodilo, ki te vodi? Preprosto, da delaš s srcem in da imaš rad ljudi. In jaz imam silno rada ljudi, moram reči, da sem v teh slabih 30 letih navezala ogromno, bom rekla, prijateljskih stikov oziroma pravzaprav so ti poslovni odnosi prerasli pravzaprav že v prijateljske odnose. In mogoče tudi malo zaradi cone udobja, navsezadnje sem si nekako tlakovala eno krasno pot. Lažje delaš, ker si nekako pravzaprav v teh vodah, ves čas pluješ v teh vodah in ljudje te ali pa me na nek način pač tudi sami poiščejo, sami kontaktirajo. To je lahko, bom rekla, eden od razlogov, drugi pa tako, kot sem že rekla uvodoma, silno rada delam z ljudmi, to je to. Pa ker v bistvu so se stvari v minulih 30 letih na področju izobraževanja, torej na področju šolstva, tako izjemno spremenile, da sem morala pravzaprav veliko narediti tudi na sebi. Če samo za en primer povem, ko sem začela v vlogi izobraževalne svetovalke, praktično niti nismo vedeli, kaj je elektronska pošta. Pa si danes poglejmo, kje smo. Takrat smo pravzaprav nekako v tistih prvih mojih, če se prav spomnih, 2, 3 letih nekako začeli z komuniciranjem preko elektronske pošte. Danes pa vidimo, komuniciramo na številnih kanalih, tako da, ja, ves čas torej rasteš, zoriš in se tudi ves čas izobražuješ. Ne samo na osebnostnem področju, ker to je
predispozicija ali pa osnova za to, da lahko na nekem delovnem mestu vztrajaš pravzaprav tako dolgo, pač pa tudi na področju stroke, ker se je tukaj tako veliko stvari spremenilo, da moraš biti neprestano vpet v ta proces izobraževanja in tudi osebnostne rasti. A bi lahko rekla, se pravi, da je, ker recimo ene statistike pravijo, da nekje na 7-8 let bi bilo fajn narediti neko karierno spremembo, kar ne pomeni, da zamenjaš podjetje, ne? Ampak po drugi strani si pa omenila, recimo, če tako razmišljava, kakšen bi lahko bil nasvet v bistvu eni mlajši osebi, recimo imamo, 20-letnika, 25-letnika, bi mu danes svetovala pa rekla, pejdi po eni poti in nadgrajuj, ali bi rekla vmes, da je malo, na 80 let, malo zamenjaj? To je pravzaprav odvisno od vsakega posameznika posebej, ampak kolikor jaz vidim danes mlade ljudi, pravzaprav ne razmišljajo v tej smeri ostati na neki poziciji oziroma na nekem delovnem mestu tako dolgo. Oni ves čas potrebujejo neke nove izzive. Jaz recimo, če bi izbirala, še enkrat, bi verjetno razmislila tudi drugače, pa bi rekla, ostanem, 8-10 let na eni poziciji oziroma na enem delovnem mestu, potem pa iščem neke nove izzive. Sam kljub temu moje vprašanje tebi, se pravi, glede na to, da si res toliko časa v bistvu delaš na tem področju, a imaš občutek, se pravi, da si na mestu, ali imaš občutek, se pravi, da se razvijaš? Definitivno ne, da sem na mestu, da se razvijam, ker sicer ne bi ostala tako dolgo na tej poziciji. To se mi zdi smiselno kot nasvet, a veš, na kaj naj bojo, se pravi, ljudje pozorni, da če imamo občutek, se pravi, da se razvijam, ni nič narobe, če sem v istem podjetju, če delam na istem oddelku, z istimi ljudmi, z istimi strankami, ker v bistvu na nek način skupaj rastemo, Tako je. V bistvu jaz moram reči, da pravzaprav ne delam samo z istimi ljudmi, ker količina mojih, če lahko temu tako rečem, strank pod narekovaji, neprestano raste. Ker mi smo recimo kot založba, kot založniška hiša, smo začeli 10-15 let nazaj z enim projektom. To so bila gradiva za prvo triletje, ki so postala veliki bum. Potem smo nadgradili to v drugo triletje, zdaj smo v tretjem in gremo dalje v srednjo šolo. Kar pomeni, da se količina teh potencialnih kupcev pod narekovaji ves čas veča in tudi komuniciraš zmeraj z drugimi ljudmi. Tiste nekako obstoječe, seveda, ves čas tudi nekje držiš, da ostanejo zvesti tebi, ampak seveda ves čas se učiš, ves čas delaš na novih projektih in zato seveda tudi na tem področju rasteš. Tako kot sem prej povedala, in strokovno in osebnostno ne zaspiš. In to je verjetno tudi eden od razlogov, da lahko tako dolgo nekako vztrajaš pravzaprav na enem delovnem mestu. Ker v bistvu imaš, si na enem mestu, pa nisi na enem mestu. Tako je. In to je v bistvu ta nek občutek, se pravi, ki nas poteši, zadovolji, okej sem. Verjemi, če smem dokončati, da če jaz ne bi bila tukaj zadovoljna, če ne bi delala to, bom rekla, srcem, potem zagotovo tega več tudi ne bi počela. Ampak jaz imam svoje delo silno rada in prav nič ne razmišljam, da ga ne bi oddelala še slabih 10 let, kolikor mi je ostalo. Ali pa še dlje do odhoda v pokoj, ker pravim, da se itak ne bom upokojila. Veš, kaj pravijo nekateri, da za penzijo rabiš samo denar. Verjetno. Ne rabiš denar, pa nekaj časa, pa zdravo moraš biti, pa počasi je že dovolj. Pa pravijo tudi, da človek se počuti toliko, kolikor je pravzaprav, bom rekla, mentalno in fizično zdrav, nekolikor pravzaprav neka številka, neka leta štejejo. Kaj pa bi rekla, se pravi, kako ti zdaj vidiš, recimo, kakšne so razlike, toliko časa nazaj, verjetno so bile bolj, se pravi, učitelji so mogoče imeli malo večjo avtoriteto kot zdaj. Kako v bistvu vi kot, se pravi, založba, gledamo,
ker ste tudi v drugih državah, ne samo na ta pač slovenski izobraževalni sistem, ampak kaj so v bistvu neke stvari, ki jih vidite, kam gre izobraževanje? Zagotovo, tako kot je to, bom rekla, že vse splošno znano, vse v ta proces, bom rekla, interaktivnih gradiv ali pa digitalizacije ali kakorkoli bi že to poimenovali. To je, bom rekla, v zadnjih 10 letih enormen preskok, pa vendarle po drugi strani, jaz kot neke vrste, jaz stvari gledam out of the box, ker nisem direktno vpeta v delo učitelja, pa vendarle toliko povezana z njimi, da poznam to problematiko, ne nazadnje tudi zato, ker se veliko pogovarjam z ljudmi in mi to tudi iz prve roke povejo. Osebno menim, da ta digitalizacija, kolikor se zdaj pač kaže tudi v drugih državah, nekje, bom rekla, počasi tiste, ki so bile v tem procesu digitalizacije najbolj napredne, že stopajo korak ali pa dva nazaj. Kar pomeni, da se vračamo na nek način k tiskanim gradivom. Ker jaz zmeraj pravim, tiskana beseda ali pa tiskana knjiga je preživela stoletja. Kaj se bo zgodilo pa z digitalizacijo, kdo ve. Ne rečem, da ni to ene vrste pripomoček, ampak ga je treba v neki zdravi meri vključiti v sam proces izobraževanja. Saj učitelji, velika večina njih, moram reči, se tega tudi zelo globoko zavedajo. In to se vidi tudi potem, da teh digitalnih ali pa interaktivnih gradiv, ki jih mi ponujamo na naših platformah, torej teh izobraževalnih platformah, ne uporabljajo v, ne vem, preveliki meri, ampak po domače povedano po meri zdrave kmečke pameti. Tako da vključujejo in tiskano besedo in tudi to, bom rekla, interaktivno ali pa digitalno gradivo. Super. Slavica, midva morava narediti eno kratko pavzo in potem nadaljujemo najin pogovor, se pravi, vezano na gradiva, pristopi, načini razmišljanja. Malo me tudi zanimajo te odzivi učiteljev, predvsem prilagoditev na spremembe. Tako da nadaljujemo s tem. Ok, hvala lepa. Midva sva prej zaključila debato o, se pravi, teh digitalnih, interaktivnih, se pravi, pripomočkih, orodjih, se pravi, za izobraževanje. Omenila si tudi, da trend nekaterih držav, ki so bile na tem področju zelo napredne, se mogoče že malo umikajo. Pa vseeno, recimo, malo me zanima, kako pa vseeno so skozi ta zadnja leta, ne vem, različno, spremljali učitelji ali pa bili dovzetni, ok, eni so za novosti, eni niso. Jaz vseeno, recimo, tudi, kot si sama omenila, če je knjiga, če imam svojo knjigo, se pravi, da je kupljena knjiga, je definitivno berem s svinčnikom, da si neke stvari zapisujem, in kar je tudi prednost, seveda tudi tehnologija omogoča, da si pač neke stvari zabeležiš, tudi recimo z večjimi podjetji, kjer res imajo ogromno nekih pravilnikov, mi sami velikokrat povejo, lažje nam je bilo, sprintali smo si post-it listke, smo si dali naokoli, pa me vseeno malo zanima, se pravi, kako so učitelji sprejemali to digitalizacijo na eni strani, zdaj otroci se itak prilagodijo zelo hitro, Tako je. Kakšni so kaj izzivi, s katerimi ste se tukaj soočali, sploh recimo takrat, ko v bistvu gre za sledenje nekih trendov? Moram reči, da s početka, to pomeni, tako kot sem rekla, 15 let nazaj, je bil to pravzaprav velik boom. So učitelji množično prehajali torej na gradiva, ki so imela dobro interaktivno podporo. Ker tako kot si rekel, v bistvu ta gradiva omogočajo, da si ti prilepiš in post-it listke noter, razne torej pripomke, potem lahko tudi na nek način, bom rekla, oblikuješ to obstoječe gradivo, pripneš tudi kake posnetke, karkoli, mislim, imaš veliko možnosti. Zdajle pa se mi zdi v teh, bom rekla, zadnjih parih letih,
pa dveh, treh, pa se mi zdi, da nekako, tako kot si sam povedal, stopajo korak nazaj, pa se zopet vračajo, bom rekla, k tiskanemu gradivu, k tiskanemu učbeniku, ne uporabljajo več v tolikšni meri delovnih zvezkov oziroma samostojnih delovnih zvezkov, ker so pač ugotovili, da spričo te sodobne digitalizacije, pa tudi vsega časa, ki se je, bom rekla, tega koronskega obdobja, ki se je vmes tudi zgodilo, da pravzaprav, da je ta bralna pismenost pravzaprav na zelo nizki ravni. In to je tudi eden od razlogov, da se učitelji vračajo nazaj k tiskanemu gradivu, da otroci pravzaprav znajo iz tiskane besede, iz samega gradiva v tiskani obliki izluščiti bistvo. Ne pa, da jim pravzaprav z nekim, bom rekla, interaktivnim gradivom nekako vse prinesemo na krožniku. Tako da v tem kontekstu. Meni se zdi to ključnega pomena, ker recimo pri ali kreativnem razmišljanju ali pri iskanju nekih rešitev, tudi to, kar opazim, recimo, ker delamo kot svetovalno podjetje, svetovalno-izobraževalno podjetje v različnih panogah, so recimo določeni poklici, kjer jim je zelo enostavno, se pravi, povezovati, se pravi, brano informacijo, v bistvu z neko miselno sposobnostjo in neko nadgradnjo, dokjer je v bistvu v nekih drugih panogah, tukaj dosti toga zadeva. In bralno razumevanje se tudi meni, bom rekel, iz stališča zdi najbolj ključnega. Se pravi, si prebral in kaj zdaj razumeš potem. Tako je. In ravno to pa lahko dosežemo samo s tem, se pravi, da izpostavimo neko vsebino in da potem pač otroke, učence vprašamo. Tako je. O čem zdaj ti razmišljaš? Kaj razumeš? Tako. In tu se mi zdi recimo smiselno, meni osebno recimo ta učbeniška politika, ki je doma v naših šolah, se pravi, da si otrok gradivo izposodi iz učbeniškega sklada. Narobe. Zaradi tega, ker on mora imeti, tako kot praviš, svojo knjigo doma, svoje gradivo doma, da lahko v to gradivo podčrta, zmarkira, označi kakorkoli že, ker pravzaprav vsak izmed nas ima različen način ali pa pristop, samo svoj pristop k pridobivanju novega znanja, k učenju. In v teh, bom rekla, izposojenih gradivih pod narekovaji, ti pravzaprav v to gradivo ne smeš početi ničesar. In tu smo potem nekako pri naši založniški hiši pač potem šli v to varianto samostojnih delovnih zvezkov, kjer je v bistvu vse združeno v enem, kjer je torej tisto, kar je v učbeniku in potem temu, kar je v učbeniku, sledi pa nadgradnja še v obliki torej različnih nalog in k temu dodali potem še korak naprej, se pravi interaktivno nadgradnja. Ampak je veliko vsega. Zdaj v tem trenutku je na trgu ali pa ponujenega veliko vsega in je v bistvu treba nekako tudi otroka naučiti, kako iz vsega tega, kar ponuja trg, izluščiti tisto najbolj bistveno ali pa ločiti zrno od plevela. In tu se mi zdi smiselno, da tudi učitelj nekako otroka, učenca pravzaprav vodi k temu, ga nauči, kako pravzaprav iz vse te množice informacij izluščiti tisto najbolj bistveno, tisto, kar bo dejansko potreboval na poti skozi življenje. In tu mislim, da se bo potrebno vrniti še malček nazaj in vključiti tudi kake aktivnosti, ki jih zdaj spričo tega dejstva, da je v šolah pravzaprav izjemno veliko gradiva na voljo in da je to vso gradivo tudi izjemno obsežno, da se učenci v vsej tej množici podatkov, ki so na voljo, pravzaprav na nek način izgubljajo. In ko poslušam učitelje, ko recimo v okviru tega razširjenega programa, ki je zdaj trenutno in po šolah, izvajajo tudi, ure vrtičkanja, pa sproščanja, dihanja in tako dalje in tako naprej, da se učenci, otroci v izjemno velikem številu odzovejo k tem dejavnostim, kar kaže na to, da dejansko to potrebujejo, da je treba ponuditi tudi nekaj teh stvari. Vsekakor se pravi ta del tako imenovanih mehkih veščin, se pravi dela na čustveni inteligenci, se pravi sposobnosti komentiranja, sprejemanja različnosti,
a ne, z drugimi besedami, drugačnosti, to je definitivno otrokom všeč, a ne. In tudi sam vidim, kako otroci to zelo radi sprejmejo. Se mi pa zdi smiselno, da mogoče v nadaljevanju, v najinem zadnjem delu najinega pogovora, ne, mogoče tudi rečeva kakšno besedo, ne, o učenju učenja. Jaz sem dosti let nazaj slišal, da so pač izobraževanja tudi na to temo, ne, se pravi, kako se sploh učiti. Tako je. In to se mi zdi, je v bistvu dosti ključne informacije in tukaj je učitelj seveda tisti prvi, ki ima stik z vsemi temi informacijami. Tako da naredimo kratko pavzo in kmalu spet v vaši družbi. V zadnjem delu ponavadi z gostom podava tudi kakšen nasvet, kakšno usmeritev. Prej sva prišla do teh besed, se pravi učenje učenja, kjer v bistvu učitelj res ima to pomembno vlogo, a ne, kako prenašati sploh neke sisteme različne, ker v končni fazi, a ne, tisto, kar nas vse na nek način povezuje, je ravno ta različnost, drugačnost, a ne. Mogoče nekomu paše se bolj učiti z miselnim vzorcem, nekdo ima dovolj, da samo prebere. Tudi poznam kar nekaj otrok, ki recimo tako, ko slišijo in zraven še vidijo, a ne, in če ohranjajo res to čuječnost, ki jo velikokrat slišimo omenjeno, se zgodi to, da se v bistvu, bom rekel, skoraj 100% shranijo to informacijo, ne. Kar v bistvu je posledica tudi tega, ne, tam, kjer je naš fokus, a ne, Tam je cilj. tam je cilj, tam je rezultat, a ne. Tako je. In tukaj, a misliš, da imajo danes učitelji, da so opremljeni, se pravi, z dovolj orodij, pa mogoče tudi z dovolj znanja in samozavesti, vem, rekla boš nekateri ja, nekateri ne, absolutno, ker je to vedno tako, ne. Tako je. Ampak se pravi, kot vi, kot založniške hiše, ne samo vi, se pravi tudi ostala podjetja, ne, ali misliš, se pravi, da imate tukaj še kaj prostora, da bi dali učiteljem še večjo podporo, da bi jim bilo lažje na tej poti? Absolutno tudi zaradi tega, ker mi znotraj našega projekta Modra akademija izobražujemo, bom rekla, tudi učitelje. Se pravi, ravno na področju, kot veš sam, torej teh pridobivanja teh mehkih veščin oziroma spretnosti in veščin in kompetenc 21. stoletja, tudi na področju komunikacije. Tako da zagotovo tu imamo še veliko, veliko manevrskega prostora. Moram reči, da se šole sicer kar zelo dobro odzivajo na projekt Modre akademije, da nas pridno vabijo medse, ampak osebno menim, da bo tu potrebno narediti še kar nekaj oziroma bo moralo preteči še nekaj vode, da bomo nekako prišli do teh željenih, če temu lahko rečem, tak rezultatov. Danes sem se tudi čisto tako za intermezzo pogovarjala z nekaj učitelji, ker smo imeli pač eno izobraževanje, ne sicer na to temo, in sami učitelji povedo, da bo potrebno torej najprej spremeniti nekaj v podnarekovaji v glavah ali pa v miselnosti učiteljev. Ne vseh, ampak vendarle na nek način je še veliko ali pa preveč takih, ki so mogoče malce preveč togi v tej svoji učiteljski drži. To se izpostavlja zelo pomembno tematiko, namreč ravno iz stališča performance psihologije, se pravi psihologije visoke učinkovitosti, a ne? Kjer v bistvu pride zraven kognitivno-vedenjska terapija. In ko enkrat začnemo razmišljati, ok, najprej imamo misel in potem pridemo do nekega vedenja, a ne? In seveda, ok, pred mislijo je tudi, se pravi, še občutek, a ne, se pravi, kaj mi občutimo v tistem danem trenutku. In zelo preprosto je, ne, se pravi, ko imamo občutek, ko imamo misel in ko imamo vedenje, jaz vedno tako rečem, ne, ali me moje vedenje pelje do željenega rezultata. In če me ne, pomeni, da moje vedenje ni ok,
moje vedenje ni ok zaradi mojega razmišljanja in vprašanje se pravi, kako se počutim, a ne? Če bi tako rekla, tako kot se počutim, tako razmišljam in tako se vedem. In zanimivo je tukaj pri tem, a ne, da je lahko v 90% ali pa mogoče celo več, a ne, naše razmišljanje, naše prepričanje vodi v pravo smer in proti pravemu cilju. Ni pa nujno, da vedno tako. Bom dal en primer, recimo vztrajnost. Vztrajnost je ena prijetna lastnost, ker jo potrebujemo. Tudi disciplina je ključnega pomena. Ampak poznam kar nekaj športnikov, ko so recimo ravno zaradi prevelike discipline sebe pretrenirali, preveč utrudili svoje telo in ni bilo na koncu rezultata. In včasih, a ne, je ravno, se pravi, treba se vprašati, ali me moje razmišljanje skozi vedenje pelje naprej. Torej, končnemu cilju. Ja. In to se mi zdi, tako kot si sama omenila, ne, sprememba te miselnosti, si najprej dovoliti, Tako je. da so naši možgani v smislu kot plastelin, neuroplastični in da jih v bistvu lahko preoblikujemo. In da ni nič narobe s tem. Tako, ampak saj veš, najtežje je začeti pri sebi, pa graditi sebe, pa delati na sebi. Ne? Ko preskočiš, bom rekla, to magično mejo, potem je, tako kot si rekel, pravzaprav vse zelo na easy in se dajo stvari, stečejo, kot pravimo, go with the flow, potuješ normalno skozi ta proces, ampak treba je pa narediti nekaj, da prideš do tega procesa. A misliš mogoče, da marsikoga ovira na tem mestu ego? Ker vem, da te stvari tudi poznaš. Ja, mislim, oziroma jaz bi upala si trditi, da pri 90% vseh nas je pravzaprav ego tisti, ki nas zmeraj vleče nazaj. Ne? Mi se trudimo stopiti na drugo stran. Ki nam ne dovoli, se pravi, spremeniti razmišljanje, da bi lahko spremenili vedenje. Tako, ne? Morava pa tudi vedeti, da se je na tem področju, torej razvijanja teh mehkih veščin, dela pravzaprav v zadnjih, 10 letih. Konkretno. Mogoče več. Ja, mogoče več, ampak tako konkretno, da res, recimo, če gledam zdaj z vidika naše založniške hiše, pa projekta Modre akademije, ajde rečimo torej 10 let, vem, da se je to dogajalo že tudi pred tem, vsekakor ne, ampak vendarle tu je še veliko manevrskega prostora, pa veliko dela pravzaprav na tem področju. Ko se bo tukaj zadeva spremenila oziroma ko bo to vse šlo torej z nekim procesom naprej, bo torej veliko lažje neke stvari izpeljati. Jaz osebno tudi mislim, da glede na to, kakšna je pač situacija v zadnjem času v šolstvu, vidimo, da pravzaprav učiteljev kronično primanjkuje, ne? Oziroma veliko njih tudi odhaja iz šolskega prostora, veliko njih, bom rekla, zmanjšuje obveze na lastno željo, torej da dela 30-40% manj od učne obveze, ker enostavno pravzaprav vsega tega dela, ki jih čaka, pa to ni delo v razredu, to je tisto, kar je potem izven razreda, pravzaprav enostavno ne zmorejo. Veliko je tega birokratskega balasta, kot temu rečemo, in to je tisto, kar nekako ljudi pravijo učitelji, da najlažje je pravzaprav učiti. Vse drugo, kar je pa v backupu vsega tega, torej pomeni in delo starši in vsem ostalim, je pa kar velik izziv in v zadnjem času tudi zelo, zelo trd oreh. No. To je super izhodišče, a ne? In jaz te bom na koncu potem tudi povabil, se pravi, da mogoče podaš kakšno usmeritev, bodi si za učitelje, bodi si za starše, ampak vseeno na tem delu, ne, recimo, čišče tako pogledam, recimo, tole, kaj je zdaj, se pravi, odlašanje. A ne? Kaj so razlogi, da ponavadi odlašamo ali pa da se nekih stvari takoj, da ne gremo takoj v akcijo. Ne? In namreč ponavadi to, da v bistvu nimamo nekih kompetenc, kar pomeni nimamo nekih znanj, ne? In to nas ovira in potem nam je v bistvu neko delo še težje opraviti. In mi je zelo razumljivo, a ne, da ko je nekdo recimo razmišljal, ok, želim postati učitelj, a ne, ni razmišljal tudi o tem, da biti učitelj ni samo to, temveč
je tudi drugo delo. In da v bistvu je skupek, šele v bistvu ključni rezultat. Se pravi, delo z učenci, delo na sebi in delo s starši. Tako je. In to je tisto, kar da nek napredek. Tako je. Se popolnoma strinjam s tem, kar si povedal. Ja. Tu nimam kaj dodati, ker si praktično čisto vse povedal. Vseeno, kakšen nasvet, navodila, zaključek? Ja, ampak moraš vedeti tudi nekaj, da pravzaprav fakultete tega znanja z področja pridobivanja teh veščin in kompetenc 21. stoletja pravzaprav ne dajo. Da so to stvari, ki se jih učitelji ali pa vsi mi pravzaprav učimo šele po nekem zaključenem izobraževanju. Tako da, ja, kar bi, ne vem, svetovala učiteljem v tem trenutku ali pa sugerirala, kakorkoli že, jaz mislim, da učitelji to zelo, zelo dobro vedo, da je potrebno delati na sebi, da je potrebno graditi sebe, da lahko, kot jaz vedno rečem, nad vodo držiš vseh 25 učencev, ki jih imaš v razredu, pa potem še vse tisto, kar pride s temi 25 učenci, se pravi tudi starši, ker veš, da so izzivi pravzaprav na vseh področjih in da otroci velikokrat vse tisto, kar se dogaja znotraj domačih zidov, prinesejo tudi v šolo. In tukaj so učitelji ne več v vlogi učitelja, pač pa tudi v vlogi, ne vem, če se lahko tako izrazim, nadomestnega starša. Pripovedujejo mi, da otroci prihajajo, da se otroci z njimi objemajo. Se pravi, da in tukaj bi apelirala na starše, da je potrebno otroku doma dati torej veliko neke pozornosti, da je potrebno zadovoljiti neko njegovo željo po pozornosti in tudi po pripadnosti. Danes tega otrokom manjka, ker so starši iz katerega koli razloga pač okupirani z nekimi drugimi stvarmi. Svojo kariero, ne? Recimo svojo kariero, tudi z tem ali pa z vso to sodobno tehnologijo, z vsemi temi socialnimi omrežji, z vsem tem, kar je pravzaprav ta hiter proces digitalizacije, ki se je zgodil v zadnjih letih, prinesel s sabo. Vsekakor. Slavica, hvala ti za zelo prijeten pogovor. Verjamem, da bi midva lahko še nadaljevala in drage gledalke, dragi gledalci, verjamem, da ste uživali v tem najinem pogovoru in povabim vas, da se nam ponovno pridružite v naslednjem tednu v novi oddaji Moja kariera.